Napačen izračun. To je beseda, ki trenutno kroži po geopolitičnih krogih. Nekdo v Izraelu, Združenih državah ali oba menita, da bi koalicija lahko prisilila k spremembi režima v Iranu. Zato smo pristali v še eni zalivski vojni, kar pojasni njen dosedanji neuspeh. New York Times ima članek z notranjimi pričevanji, ki potrjujejo ta argument. Primerjajo ga z začetkom ruske invazije na Ukrajino in to bi lahko pomagalo pojasniti, zakaj morda potekajo ali pa ne potekajo mirovna pogajanja v ozadju ali kmalu v Pakistanu. No, danes bomo res namenili dovolj časa razlagi, zakaj je to verjetna razlaga dogodkov, ki smo jih do zdaj opazili. Veselite se, saj bodo črte in vse ostalo. Ključni dokaz, ki naj bi potrjeval teorijo, je v resnici dokaz za nič. Ta logična napaka izhaja iz nerazumevanja, zakaj sploh nastanejo vojne. Ponavljajte za menoj, vsi skupaj. Pogajalski neuspeh. Odgovor je pogajalski neuspeh. To ni zaradi visoke ali nizke grožnje s protestom. Danes si poglejmo obveščevalni neuspeh, ki je morda privedel do vojne, ter zakaj dosedanja odsotnost spremembe režima je le šibek pokazatelj morebitne temeljne napake. Začnimo z domnevnim napačnim izračunom. Večina dejanskega poročanja tukaj izhaja iz že omenjenega članka New York Timesa, vendar bom dodal tudi svoje opombe kot družboslovec. Glavno razkritje je, da je David Barney, vodja Mossada, verjel, da bi lahko iransko javnost spodbudili k uporu proti vladi v nekaj dneh po začetku vojne. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je strinjal in se lotil prepričevanja Donalda Trumpa. Ameriška obveščevalna skupnost in ameriška vojska nista bili tako prepričani. Iz nejasnih razlogov v poročilu, ki jih bomo morda pojasnili kasneje, je Trump sprejel načrt. Vojna teh rezultatov še ni prinesla. To velja za proteste na ulicah in prizadevanja za oslabitev iranskih varnostnih sil na severozahodu, kar bi omogočilo organiziran odpor kurdskih militantov. V koaliciji se pojavlja frustracija. Netanjahu nad Mossadom zaradi posredovanja napačne ocene. Trump nad Netanjahujem, ker je bil eden glavnih pobudnikov vojne. Morda obe strani nad morebitnimi protestniki, ker niso tvegali na terenu. Ironično, saj Izrael in Združene države ne tvegajo na terenu. Glavna tema poročila in drugih je, da je ameriška obveščevalna služba dosledno pripravljala pesimistične ocene. Kljub temu so Združene države vseeno šle v vojno. Imejte to v mislih, ko nadaljujemo. V redu, to pokriva vsebinsko poročanje o tej zadevi. Preiti moramo na teorijo za boljše razumevanje situacije. Dolgoletni gledalci bodo to takoj prepoznali kot pogajalski problem zasebnih informacij. Predstavil bom osnove ideje. Če ste novi v teoriji pogajanj v kriznih situacijah, se spomnite, da sem na svojem drugem kanalu objavil dolgo uvodno predstavitev te teme. Morda si jo oglejte, če imate kaj prostega časa. Predstavljajmo si ozemlje Irana kot 100% političnega nesoglasja med Islamsko republiko in Združenimi državami. To nam bo pomagalo vizualizirati osrednji problem, čeprav to ni prava ozemeljska vojna kot v Ukrajini. Delitve proti vzhodnemu koncu pomenijo, da Združene države dosežejo nekaj, kar je bližje njihovi želeni politiki, medtem ko delitve proti zahodnemu koncu pomenijo, da Iran doseže nekaj, kar je bližje njegovi želeni politiki. Pričakovan izid vojne zajema vse možnosti med bojevanjem in povpreči vse naključne dogodke v tem času. Pomembno je, da ta izid upošteva verjetnost upora protestnikov proti iranski vladi. Večja verjetnost pomeni bolj desno premaknjen pričakovani izid. To je zato, ker bi bilo za trenutno vlado težko izvajati njene želene politike, če je ne bi bilo več na svetu. Podobno bi se pričakovani izid premaknil bolj levo, če bi vlada lahko brez težav zatrla proteste. Vojna je draga zaradi izgubljenih življenj in zapravljanja gospodarskih virov.
Če fizične izgube ovrednotite glede na vrednost spornih politik za Iran, razlika med pričakovanim izidom in zeleno črto prikazuje stroške vojne za Iran. Opazili boste, da je vse desno od zelene črte tisto, kar Iran pričakuje, da bo pridobil z vojno, po odbitku stroškov. Enako lahko storimo na drugi strani za ZDA. Njeni vojni stroški gredo v drugo smer, med črto pričakovanega izida in modro črto. Zdaj je vse levo od modre črte tisto, kar Združene države Amerike pričakujejo, da bodo pridobile ob upoštevanju svojih stroškov. Če povzamemo, kar smo doslej ugotovili, boste opazili, da katerakoli delitev med modro in zeleno črto izboljša izid za obe strani v primerjavi z vojno. To je zato, ker so vsi ti izidi blizu tistemu, kar bi vojna predvidoma prinesla, a nobena stran ne plača stroškov. To imenujemo pogajalski razpon, ker se lahko strani znotraj njega pogajajo. Ta logika takoj zavrže eno pripoved o tem, da bi protesti lahko povzročili vojno. New York Times poroča, da je Bela hiša začela vojno, ker je verjela, da bodo protestniki podprli ameriški cilj, kljub opozorilom obveščevalcev. Združene države Amerike so izračunale, da bi bila vojna dobičkonosna. Kot pravi, pravilo pridobivanja 67 ne puščaj dobička na mizi. Naj bom jasen in neposreden glede tega argumenta. Nima nobene logične skladnosti in je brez strateškega razmišljanja. Širi se, ker deluje razumno. Ko razmišljaš o mehanizmu, ki vodi od predpostavke do zaključka, se vse sesuje. Tudi če si pesimist glede izida, lahko začneš vojno. Ne pozabi, da linija pričakovanega izida upošteva verjetnost pomoči protestnikov Združenim državam Amerike. Tako je posledica prvega reda visoke verjetnosti protestiranja premik linije v desno. To pa samo pomeni, da bi morala biti dogovorjena rešitev ustrezno ugodna za Združene države Amerike. To ne pomeni, da bo prišlo do vojne. Prav tako nizka verjetnost protestiranja samo pomeni, da bi morala biti dogovorjena rešitev ugodna za Iran. Ali nekdo zavrne ponudbo, je odvisno od ponudbe na mizi, ne pa od izoliranega izračuna, ali bo vojna prinesla dober ali slab izid. Argument, da protesti pomenijo vojno, ne razume, da so pogajalska izhodišča odvisna od pričakovanj o vojni. Stališča naj pokažejo dejansko ravnovesje moči. Mnogi argumenti to dejstvo ignorirajo na lastno odgovornost. Na steni imam že 2 samolepilni listki, pripravljeni za zapiske o drugih uporabah te ideje, če bi se leto 2026 kdaj umirilo. Hej, danes vsaj en listek uredimo. Še vedno lahko povežemo spodbude za proteste z razlogi za vojne. K argumentu moramo dodati še eno predpostavko. Ena razlaga je, da se je verjetnost uspešnega protesta sčasoma spreminjala. To je povsem razumna možnost. Ker smo to že raziskali v zadnjih tednih, danes ne bom znova obravnaval. Druga razlaga, skladna z uhajanji informacij iz Bele hiše, je, da so bila pričakovanja ZDA in Irana različna. Na primer, smiselno je misliti, da je iranska vlada bolje razumela stanje protestov pred vojno. Imajo varnostne sile na terenu, ki jih obveščajo o mnenju povprečnega državljana. Združene države sicer prejmejo nekaj informacij same, vendar bodo zaradi razdalje in pomankanja poznavanja regije te pomanjkljive. Posledično bi lahko iranska vlada vedela, da je z ostrimi ukrepi zatrla proteste in zlomila voljo nasprotnikov. Tudi o podpori ZDA se ne bodo radi vrnili na ulice. Medtem pa je mogoče, da so obveščevalne informacije, ki prihajajo iz Irana, bolj optimistične. Da, zatiranja so ljudi pregnala nazaj domov. Za zdaj. To temeljno razpoloženje še vedno obstaja in lahko izbruhne, če ameriška intervencija opravi umazano delo. Da si lažje predstavljamo problem, je, kot da Združene države verjamejo, da je pogajalski razpon tukaj. Obveščevalna skupnost priznava možnost napake, a to je njena najboljša ocena. Iran pa ve, da je dejansko stanje takšno. ZDA bodo na pogajanjih veliko zahtevale,
a Iran bo neomajen. Tako pride do vojne. Zaradi zasebnih informacij se pričakovanja vsake strani o tem, kaj bo prinesla vojna, razhajajo. Zdaj je lahko kritizirati obveščevalne organizacije, ker so vedno preveč optimistične glede pričakovan o vojni. Imamo še en primer te logike, ki poteka vzporedno z vojno z Iranom. To je zavajajoč zaključek, saj preveč izpostavlja izstopajoče primere. Če obveščevalne službe delujejo pravilno, vojn ni opaziti. Navsezadnje, če se strani strinjajo glede pogajalskega razpona, bi morale preprosto skleniti dogovor. In vem, da je to težko razumeti, glede na trenutno zmedo v svetu, v katerem živimo, vendar je večina držav večino časa v miru z večino drugih držav. Napake obveščevalnih služb, kot je tista, ki sem jo pravkar opisal, so izjeme. Ko so obveščevalne organizacije po nepotrebnem pesimistične, tudi ne opazimo vojn. Tukaj bi Združene države sedle za pogajalsko mizo in zahtevale zelo malo. Iran bi bil nekoliko zmeden, zakaj Združene države ne ravnajo bolj bojevito, ko pa ve, da so razmere dejansko negotove. Iran ne bo gledal darovanemu konju v zobe, ampak bo sprejel, kar mu ponujajo Združene države, česar je v tem primeru zelo veliko. Do vojne pride, ko je obveščevalna organizacija preveč optimistična in tega optimizma ni mogoče preveriti drugače kot na bojišču. To so primeri, o katerih je napisanih veliko zgodovinskih knjig. Kot tot družboslovec opozarjam, da to niso povprečni primeri. Gremo naprej. Vojna zaradi negotovosti takoj pokaže ključno posledico. Zato, da tu pride do vojne, ni nujno, da bi bila začetna pričakovanja glede uspeha protestnikov visoka. Razliko v pričakovanjih sem prikazoval kot ogromno, ker to vizualno pomaga ponazoriti problem. V praksi je pomembno, kako velika je razlika med pričakovanji držav v primerjavi s tem, kako draga je vojna. V tem primeru so Združene države precej pesimistične glede dobrega izida vojne. Iran pa ve, da bi morale biti ZDA še bolj pesimistične. To vodi v vojno, ker bo Iran izjemno trmast pri pogajanjih. Združene države ne bodo zahtevale veliko v pogajanjih, kar odraža njihov zmeren pesimizem, vendar bo Iran kljub temu zavrnil tudi te minimalne zahteve. To je zanimivo, ker je za nas, kot zunanje opazovalce, zelo težko presoditi, ali je vojna uspešna, zgolj s pogledom na izid vojne, ali celo na razkrite obveščevalne podatke. Na primer, zlahka sklepamo, da je Trumpova administracija prezrla pesimistična ameriška obveščevalna poročila in delovala optimistično na osnovi izraelskega poročila. Morda je bilo res tako. Pri tem stališču ni utemeljeno trditi, da vojna sicer nima smisla. Če bi administracija poslušala ameriške obveščevalne službe, vojne ne bi bilo. Ne, če so ameriške obveščevalne službe pesimistične. No, spet, pesimizem ne pojasnjuje, ali bo tukaj prišlo do vojne ali ne. Med ZDA in Iranom so pomembne razlike v pričakovanjih. Poglejte, velikokrat boste slišali, da na tem kanalu rečem, da česa ne vem ali da česa ne vemo. To ni izgovor. Zelo bi rad vedel več. Ampak tako mednarodni odnosi ne delujejo. Svet tam zunaj je nepregleden, še posebej v času, ko je dezinformacij povsod veliko in se stanje še slabša, če sodim po komentarjih, ki jih vidim na družbenih omrežjih, vključno s komentarji na mojem lastnem kanalu. Pomembno je, da imamo pravilno argumentacijo. Zato sem tukaj. Ne zato, da bi vam ponujal pristranske poglede na svet, čeprav imam svoje mnenje. Imam svoja mnenja in pristranskosti, ki vplivajo na to, ali menim, da politik deluje v dobri veri. Vendar o teh ne razpravljam, ker me obseda logična veljavnost argumentacije. To je to. To je moja naloga. Želim si, da bi imeli boljši pogovor o političnem ozračju, ker je to danes res težko. Nazaj k obravnavani temi. Da bi res poudaril, kako težko je oceniti, kdo dela napako v obveščevalni oceni, si lahko predstavljamo alternativni svet, kjer bi bil Iran neupravičeno optimističen glede svojih možnosti,
Združene države pa bi imele natančno obveščevalno oceno. Bog ve, da to ni prvič, da država narobe razume svoje vojaške zmogljivosti. Tokrat je Iran tisti, ki pride za pogajalsko mizo in zahteva preveč. ZDA to zavrnejo, izbruhne vojna. Tukaj pa bo pričakovani izid vojne objektivno slab, ne glede na to, ali je bila ocena Irana pravilna ali pa je bila pravilna ocena ZDA. Kot spletni komentatorji bi morali vojno presojati, glede na to, kaj je bilo ponujeno na pogajalski mizi. Sam izid vojne ni posebej poveden, ker nima primerjalnega okvira. To želim izpostaviti, ker veliko člankov, ki obravnavajo obveščevalno situacijo, tukaj zameša logiko. Navajali bodo pomanjkanje protestov na terenu kot jasen dokaz, da je bila ločitev za vojno napaka. Pogosto bodo namigovali, da je ameriška obveščevalna služba napovedala proteste ali da je izraelska obveščevalna služba napovedala proteste, namesto da bi uporabili merila negotovosti, ki jih dejanska obveščevalna poročila vsebujejo. Trumpova administracija je bila, glede na svoja sporočila o vojnih ciljih, nasplošno pesimistična glede možnosti upora. Razen v Trumpovem uvodnem govoru ob razglasitvi vojne se administracija temi spremembe režima izogiba. In celo v razglasitvi vojne je šlo bolj za namig iranskemu ljudstvu, kot pa za jasno opredeljen cilj. Razlog, da bi bili previdni, če bi bili pesimistični glede možnosti tam, je ta, da bi bilo politično slabo videti, če bi bila sprememba režima jasno zastavljen cilj, ki se na to ne bi uresničil. Če bi bila administracija bolj optimistična, bi sprememba režima lahko imela pomembnejšo vlogo pri pridobivanju podpore za ta cilj. Zdaj bi si želeli več podpore, saj je to najmanj priljubljen začetek vojne v zgodovini ameriških anket. Zgodovinska perspektiva, ki jo imajo v Pentagonu in State Departmentu, je prispevala k splošni skeptičnosti ob vstopu v konflikt. Ta strategija za dosego spremembe režima nima nobenega prejšnjega primera, na katerem bi lahko gradili. Intervencije običajno pomagajo obstoječim uporom. Običajno ne poskušajo zanetiti upora. Od začetka smo spremljali drag eksperiment. Medijska razprava premalo primerja ameriška in iranska prepričanja, čeprav je to nujno zato, da ta mehanizem sploh povzroči vojno. Na koncu bi morali razpravljati o posledicah za to, kako se vojna konča. Standardna analiza tu spregleda nekatere odtenke neuspeha pogajanj. Začnimo optimistično. Če vojna izbruhne zaradi različnih pričakovanj držav, se bo končala, ko se ta dovolj zbližajo. Nadaljevanje boja obema stranema povzroča nepotrebne stroške. Pozitivno je, da lahko Združene države opazujejo protestna gibanja ali njihovo odsotnost. NATO lahko posodobi informacije. Upoštevajte, da mora zato, da bi to povzročilo konec vojne, dejansko priti do zbliževanja prej razhajajočih se pričakovanj. Če sta si strani enotni glede dinamike protestnikov, se ob naravnih spremembah le premakne območje pogajanj. Nimajo očitnega vpliva na odpravo trenj pri pogajanjih. No, včeraj se je zdelo, da je bil narejen določen napredek pri poskusu, da bi sedli za mizo in se pogajali o premirju. Da bo jasno, nimam neposrednega vpogleda v to, kaj se tam dogaja, niti ali je karkoli v tem informacijskem prostoru točno. Zabavno je, ko strani govorita nasprotno, še bolj pa, ko ena zanika že izrečeno. Če menite, da je vojna posledica pretiranega optimizma ZDA, je razumljivo, zakaj odsotnost protestov sili Belo hišo k diplomatski rešitvi. Obveščevalne organizacije zdaj menijo, da so bile začetne ocene napačne, zato naj zmanjšajo zahteve. Poročanju na tem področju manjka nekaj nijans, ki jih razkriva teorija zasebnih informacij. Če živimo v svetu, kjer so Združene države verjele, da je vsakodnevno tveganje protestov malo verjetno, Iran pa je menil, da je še manj verjetno, potem nam odsotnost protestov do zdaj pove zelo malo o tem, katero stališče je bilo pravilno. Za boljšo predstavo si predstavljajte, da ne veste, ali je 0% možnosti, da bi meteorit na katerikoli dan uničil vse življenje na Zemlji.
0.000 0,0001% možnosti. Dejstvo, da se jutri zbudite živi in zdravi, bi vas naredilo nekoliko bolj optimistične, a ne bistveno. No, enako načelo velja za Iran, le da je nekoliko manj skrajno. Zato pozorneje spremljam novice o posodobljenih ocenah ameriške obveščevalne skupnosti glede verjetnosti začetka protestnih gibanj. Obveščevalna skupnost ne opazuje le odsotnosti protestov. Zbira tudi podatke o osnovnem potencialu. Skratka, to bodo ugotovili, še preden bo to javno očitno. Če bodo še bolj pesimistični, kot so bila začetna iranska pričakovanja, verjamem, da se bo vojna kmalu končala. Spet, prej kot slej, ne pa jutri. Ker so njihove oborožene sile že tam, bodo Združene države verjetno ostale dlje, da bi še naprej sabotirale iranske proizvodne zmogljivosti. To je vse. Kaj smo se naučili? Nekateri dokazi kažejo, da so bile Združene države preveč optimistične glede protestnikov pred vojno. Mediji vojno pripisujejo splošnemu optimizmu namesto razhajanju v pričakovanjih med stranema. To lahko vpliva na poročanje medijev o obveščevalnih ocenah. Če je zgodba o neupravičenem optimizmu resnična, se bo vojna morda kmalu končala. Moje delo se nadaljuje. 25. dan zapored je za mano. Medtem ko čakate na 26. dan, si lahko ogledate ta video, če želite popoln uvod v teorijo pogajanj v kriznih razmerah. Če vam je bil video všeč, ga všečkajte, delite in se naročite. Se vidimo naslednjič, pazite nase.